Tokrat v občinskem informatorju. Statut Mariborske univerze sprejet, rektor zadovoljen, sindikati ogorčeni. V hramu kulture podelili priznanja zaslužnim Selničanom. Na Pohorju zaklenjena ljubezen. Štengijado na morje 14 otrok. Zaposleni energetike presenetili stanovalce doma pod Gorco. Mali umetniki ustvarjali v galeriji Rulik. Malčkov šport 2017. Lepo pozdravljeni. Tokrat začenjamo na Mariborski univerzi. Člani upravnega odbora univerze so soglasno potrdili novi statut, ki ga je predlagal rektor Igor Tičar. S tem so očitno pritrdili rektorju v njegovi argumentaciji, da je univerza avtonomna v določanju pravil svojega delovanja. Predsednica visokošolskega sindikata na univerzi pa je prepričana, da so s tem storili institucionalni samomor. Po večstopenjski procesiji obravnave novega statuta univerze se je ta zaključila z 8 glasovi za od 8 prisotnih članov upravnega odbora. Svojo podporo so med drugim argumentirali z zaupanjem modrecem. Javornik Krečičeva pa je zbrane opozorila, da so povozili mnenja sindikatov in ministerstev. Čudi ta samozavest Mariborske univerze, da gre proti v bistvu vsem trem reprezentativnim sindikatom in proti mnenju Ministrstva za javno upravo in proti mnenju Ministrstva za izobraževanje. Očitno pač se čuti Mariborska univerza samozadostna, mi pa mislimo po drugi strani, da to pravzaprav pomeni institucionalni samomor. Sprememba statuta, ki je najbolj razburjala, je določilo, kdo bo rektorju podpisal pogodbo o zaposlitvi. Doslej tega določila statut ni vseboval. Zdaj potrjena sprememba veleva, da bo pogodbo podpisal pooblaščeni član senata. Dosedanje prakse, ko je pogodbo podpisoval predsednik upravnega odbora, pa v statutu ni. Malo nenavadno je to, da je potrebno upravni odbor prepričevati o tem, da naj se ne odrečejo pristojnostim, ki jih imajo. Sta se obe ministrstvi eksplicitno in jasno opredelili do tega, da je upravni odbor tisti organ, ki o tem odloča in da predsednik upravnega odbora podpisuje pogodbo. Rektor je v utemeljevanju spremembe znova ponovil, da je univerza avtonomna pri določanju pravil svojega delovanja ter da je sprememba logična posledica. Jaz sem poveljnik te ladje. Kdo izvede volitve, kdo razpiše volitve za rektorja? Senat. Kdo izvede volitve? Senat. Kdo ugotovi rezultat volitev? Senat. Kdo razglasi rektorja? Senat. Kdo uvede rektorja v posel? Senat. Zdaj bo pa nekdo tretji pa podpisal to pogodbo. Tu ni nobene logike. Upravni odbor skrbi za materialne zadeve univerze in nima nobenih pristojnosti na delovnopravnih področjih. Novi statut bo najkasneje do 15. junija objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Te dni svoj občinski praznik praznujejo v Selnici ob Dravi. Eden izmed vrhuncev je tradicionalna slavnostna seja s podelitvijo priznanj zaslužnim krajanom in krajankam. V veliki dvorani hrama kulture so se zbrali številni domačini, ki so z veseljem zaploskali sokrajanom, za katere vedo, da so svoj čas posvetili aktivnostim, s katerimi so dvignili kakovost kraja in bivanja v njem. Stanku Jamnikarju, ljudskim godcem iz Gradišča na Kozjaku, lovski družini Vurmat, Mojci Roj, Zvezi Slovencev na Madžarskem, Piji Letrici Fras, Jaki Lazarju, Dori Deželak, Blažu Lovriču, Vladu Saboleku in Niku Morju. Nagrajenci so bili ganjeni. Velika čast to, da smo to dobili. Jaz kot sem tako stala najstarejša skoraj od vseh tudi. Zelo velika čast, nimam besed. Tole priznanje je na češnja na torti. Torta bi pa rekel, je pa res eno dolgoletno uspešno sodelovanje, bi rekel, z šolo in pa z občino na področju mladih čebelarjev. Lahko smo samo na ta način izpeljali mnoge uspešne zgodbe in je prijeten občutek. Priznanje mi pomeni ogromno. To mi pomeni to, pa spodbudo za nadaljne delo. Kajti dokler bom lahko, bom še tudi delal za dobrobit našega kraja, naše občine in vse hvala. Vsem hvala. Pomeni mi nekaj velikega, pač z nečim se začne, to občinsko, potem pa upamo še naprej, da bo kaj več.
Nagrade so bile razdeljene na mnogo kategorij, za športne dosežke, za dosežke na področju kulturnega udejstvovanja, pa tudi po pomembnosti, saj so podeljevali priznanja in plakete. A le ena razglasitev je kategorija zase, naziv častnega občana, ki pravzaprav pomeni priznanje za življenjsko delo. Meni veliko pomeni, dolga leta družbeno delo, tako da to je največje priznanje, ki lahko dobiš v občini, to je častni občan. Vesel sem, da sem to dobil. Da so vsa priznanja in naziv šli v prave roke, je prepričan župan. To so pač ljudje in pa posamezniki, pa tudi društva, skupine, ki so res v tem času, v zadnjih letih ali pa v nekem obdobju nekaj dali za naš kraj. To je pomembno. Ne? Častni občan pa vsekakor zahteva veliko več. Ne? Tam pa zahteva predvsem to, kar je bilo že danes tudi rečeno, od malega do velikega, na vseh področjih mora biti aktiven, nekaj mora imeti za sabo. Skratka, za njim se mora videti globoka brazda, bi temu rekel bolj tako slikovito. Drugače je pa naš častni občan danes res, glede na to, da je bilo malo povedanega, ampak je pa gradiva kar veliko, da so potem komisija, ki je to predlagala oziroma izbrala, in vsekakor zelo dobro izbrala. V Selnici ta naziv podeljujejo samo na vsakih 5 ali 6 let, zato ima še globlji pomen. Zdaj pa k romantiki. Svojo ljubezen lahko zaklenete tudi na Pohorju. Člani turističnega društva Pekre so v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor Pohorje pred hotelom Bellevue postavili srček ljubezni. Obešanje ključavnic s posvetili, inicialkami ali kar tako, ker se z njo zaklene ljubezen, je postalo romantični obred. Ja, ni slaba ideja, no. Bom rekel, neka tak novost tu, sploh na Pohorju. Turski. Srčka sta dva? Ja, v redu je to se mi super zdi. Takšen srček se že nahaja pri hiši Stare Trte na Lentu, sedaj pa so z njim opremili še en turistični biser. Želeli smo, da se Pohorje začne buditi. Mladi pa naj vsaj uživajo in naša želja je, da za tem ključavnico, ko zaklene na srček ljubezni, naj ne bi bilo samo ljubezen, ampak to tista večna ljubezen v miru. Imamo zdaj srček tudi v nekem osrčju pohorskih gozdov, svežega zraka, tudi obiskovalcem, aktivnim Pohorja, če želite, da na tej lepi razgledni točki zaklenejo ljubezen tudi na 1050 metrih z prečudovitim razgledom na panoramo našega mesta. Prve ključavnice so zaklenili in obesili malčki iz vrtca Pekre. Idejo, s katero so delavci na področju turizma skušajo na Bellevue privabiti še več obiskovalcev, pa so pozdravili tudi na mestni občini. Najpomembnejše je duhovno sporočilo, da je mogoče živeti ljubezen. Coelho je rekel, svet je lahko samo toliko boljši, kolikor je boljši ali slabši vsak posameznik, in tukaj nastopi moč ljubezne. Kajti, ko ljubimo, želimo biti boljši kot smo, in to je naš cilj, da bo svet in Maribor boljši, kot je ta trenutek. Skupni cilj je, da bi se ljudje zaradi svojih srčnih spominov vračali v Maribor in na Pohorje. S Pohorja na Kalvarijo, kjer so mariborski policisti že 6. leto zapored pripravili dobrodelni projekt Štengijada. Z zbranimi štartninami za tek trojic bodo 14 socialno ogroženim otrokom mariborske regije omogočili počitnice na morju. Več kot 60 ekip se je letos prijavilo na premagovanje stopnic na Kalvarijo s tekom v trojicah, a bolj kot tekmovanje je bilo pomembno sodelovanje, pa da se druženje malo dobimo, pa si sodelavci, ker smo s policije, tako da več nas še boljše je. Važno je, da se malo držimo te prireditve. Pa fajn je, da gre nekaj tudi za te, ki potrebujejo pomoč. Lepa gesta se mi zdi, no, pa tudi nekaj za telo narediš, pa za duha. Za mene največ šteje ta dobrodelnost, pa druženje. Stopnice na Kalvarijo so zahtevne, dolge in strme, neenakomerne, krajše in daljše, različno visoke. A dobrodelnost je bila odličen motiv za vztrajnost doslej rekordnega števila udeležencev. Glede na to, da imamo letos 2-krat več prijavljenih ekip, pomeni nam veliko. Prvič zato, da lahko nekomu polepšamo življenje, ki si tega finančno ne more privoščiti. Drugič pa enostavno zato, da se tisti deležniki, ki otroško varnostno olimpijado pripravljamo, izvajamo, tudi sami podružimo, poveselimo, takrat, ko otrok ni poleg.
14 tistih, ki jim starši tega ne morejo omogočiti, pa jih bodo predstavniki Zveze prijateljev mladine Maribor lahko vzeli zraven na morje. Sodelujoči na štengijadi so s štartninami zbrali 1385 evrov. Kar pomeni, da če upoštevamo sofinanciranje Zavoda za zdravstveno zavarovanje in tisto, kar zmanjka ponavadi otrokom iz socialno šibkih družin, pomeni, da lahko pomagamo 14 otrokom, da popolnimo njihovo letovanje in da jih seveda odpeljemo zraven na morje. Slavnostno bodo bon z zneskom uradno prevzeli na finalu 12. otroške varnostne olimpijade 1. junija v športni dvorani Lukna. Selimo se v Dom pod Gorco, kjer so imeli poseben obisk. Obiskali so jih direktor in zaposleni Energetike Maribor. Želeli so družbeno odgovorno pomagati in stanovalci doma so si izbrali druženje. Sprva so želeli domu donirati vzdrževalne storitve, a se je izkazalo, da tega ne potrebujejo. Ta pomoč jim trenutno ni potrebna, ker imajo vse urejeno, bomo pa to mogoče naredili v prihodnje. Zato je bila ideja z njihove strani, da se malo podružimo z varovanci in zato smo danes tukaj. Tako so sledili ideji svoje sodelavke. Dan preživeti za starejšimi je to tako, da daš nek obliž na rano oziroma tak čas posvečen starejšim, se mi zdi, ni večje vrednosti kot to, da se malo podružimo, ker vsi bomo nekoč starejši in vsakega nas to čaka in mislim, da vsak starejši čaka na to, da pač nek trenutek preživi s kom drugim še. Odšli so na sprehod, sedeli za mizo, ustregli možnostim in željam starejših. V vodstvu doma so geste zelo veseli. Tako za nas, kot za stanovalce, to pomeni nek doživet dan. Jaz mislim, da je čas res najlepše darilo, ki ga lahko podarimo drug drugemu. Da se družijo z njimi, da kaj ustvarjajo z njimi, pa predvsem pogovor, ki ga v današnjih časih primanjkuje. V domu trenutno stanuje 150 starejših, v dodatnih oskrbovanih stanovanjih pa 42. Od starejših občanov k osnovnošolcem. V galeriji Rulik so ustvarjali učenci osnovne šole Janka Glazerja Ruše. Pod vodstvom umetnice Kaje Lukač so spoznavali likovno umetnost. Umetnost je zvesta spremljevalka človeka na vseh stopnjah njegovega kulturnega razvoja. Ja, ljubiteljska kultura spodbuja tudi likovno področje in seveda otroci ustvarjajo v šoli. Konča pa se mogoče, ko zaključijo osnovno šolo in jim želimo pač približati, pokazati, da imajo možnost tudi kasneje udejstvovanja v kakšnem društvu, v popoldanskem času, kot njihovo prostočasno dejavnost oziroma to, kar pač bi radi počeli. Ja, sigurno je fajn zato, da malo dobijo vpogled v to, kaj zgleda, ko nekdo slika, kako zgleda, ko gre neko vodenje, neka delavnica, kaj pomeni imeti mentorja, kaj pomeni imeti eno tematiko in na njej delati nekaj ur. Delavnice vodi že dobro leto dni, tokrat pa je predstavila monokromno poslikavo. In tokrat delamo monokromno poslikavo kipa, glave, tako da zdaj zaenkrat se lotevamo teh osnov, kako položiti tone, kako narediti senco in 3D. Delamo mi slikamo tale kip od naše učiteljice. To je njena mama, naredil ga je pa njen dedek in zdaj se vsi trudimo, da bi čim bolj podobno to naredili, ne? Tudi otroci so dokazali, da je interesa za likovno umetnost veliko, saj so bili nad risanjem navdušeni. Šli smo si ogledati, kako rišejo umetniki z eno barvo. Da lahko rišemo karkoli, lahko kiparimo, lahko rišemo, lahko tudi z ene barve kaj naredimo. Da nikoli ne smeš obupati in da vaja dela mojstra. Pomembno pa je tudi, da so se na zabaven način naučili kaj novega. Ja! Ste se naučili veliko novih stvari? Ja! Za konec gremo na mega malčkovo zabavo. Letos so jo že 11. zapored pripravili v Dravogradu. Zabavalo se je okoli 4000 otrok in njihovih staršev. To je dan za malčke, ki se prične s tekom in nadaljuje z mega zabavo. Prijavljenih je bilo okrog 400 mladih tekačev in je bila tudi prireditev, bom rekel, na koncu zelo dobro izpeljana, vsi zadovoljni, nobene poškodbe, čeprav je bila trava rahlo mokra. Zdaj pa smo že na mega malčkovi zabavi, kajti ta naša nedelja na Koroškem je celodnevna nedelja.
Za otroke, ki so to po starosti ali po duši, so pripravili več kot 20 različnih vrst aktivnosti. Fajn je tete, pač ovire so bile. Odlično je, fajn je. Pač kako se lahko otroki igrajo. Prišejo na obraze, pa najbolj mi je všeč, kako smo lahko na igralih, da ne rabimo plačati. Plezalna stena. Zdi se mi lepo, zato ker še lahko vožimo na igralih pa tako. Da se pa to po garnih spuščamo, pa da se igramo skupaj. Tekal sem pa s kolesi, dirkam s temi avti. Mlade dame so celo izbirale tatuje. Ker ga hočem, delfinčka. Da je mega malčkova zabava dogodek za majhne in velike, so potrdili tudi starši, sorodniki in prijatelji malčkov. Odlično, res je veliko in delavnice in tu zaskakati, kakor tudi zabava po šotoru, super. Super je, malo več pogosto, glavno. Super je, za otroke se nekaj dogaja, se malo razmigamo, tako da nam je všeč. Ob vseh številnih aktivnostih za zabavo za starše in otroke že zadnjih nekaj let skrbi tudi Speedy. Tu je grando vzdušje, karamba, vse vidiš, ne, tu je milijon ljudi, karamba, pa jaz tako fajn je, otroci so super, karamba, oni zabavajo, plešajo, nagrade dobijo, vse, karamba. Za zdravo krepčilo so na zabavi skrbeli dijaki iz Slovenj Gradca in Mute, ki so pripravljali brezplačne smutije. Pripravljamo 2 vrsti smutijev, to je smuti Popaj, v katerem je špinača in druga zelenjava, in smuti Rdeča kapica, kjer prevladujejo jagode. In moram reči, da otroci posegajo kar enako po obeh smutijih. Glede na dober odziv obiskovalcev in partnerjev, organizatorji obljubljajo, da bo veselo tudi prihodnje leto. Ta konec tedna se bodo kar vrstili dogodki, zato predlagamo, da spremljate novice na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Lahko pa poudarimo, da ne pozabite na 10. dobrodelni pohod Koraki za korakce v Mariborskem mestnem parku. To soboto, 27. maja, prične se ob 10. s predstavo za otroke. Od 11. do večera dalje bo v soboto na Grajskem trgu že 14. poklon Ezleku. V nedeljo, 28. maja, pa lahko greste s košarico ali nahrbtnikom na mestni piknik v mestnem parku. Želim vam prijeten konec tedna. Nasvidenje!